Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Bodo Pahor. Cenjeni bivši predsednik Republike Slovenije, gospod dr. Danilo Krk. Spoštovani predstavniki vlade in sorodnih organizacij, cenjeni častni člani, nekdanji predsedniki Planinske zveze Slovenije, gospe in gospodje, drage planinke in dragi planici. Tempo nocojšnje slavnostne akademije je bil ves čas došen. K temu je nedvomno pripomoglo 7 sogovornikov, ki so se svojo pripovedi o življenju z gorami povedali, zakaj je planinstvo za vse nas lahko način življenja. Racionalni, ko smo planinci, bi lahko moj govor tudi izpustili, a bi vam vseeno rad v zahvalo za skupaj preživeti večer in za dolgoletni zastop v gorah želel povedati, zakaj tudi meni lepo v gorah in zakaj z veseljem opravljam funkcijo predsednika Planinske zveze Slovenije. Smo torej na vrhu nocojšnje prireditve, na točki dopolnjene samoresničitve, na kateri se hočeš nočeš treba zastaviti. Vsaj za hip, za trenutek nujno potrebnega pogleda v samega sebe. V planinskem oziroma goriškem jeziku to pomeni, da smo na stojišču, če želite na vrgolišču, ki nam omogoča pregledno razvedanje. Kje smo? Kaj smo prispevali slovenstvo in planinstvo na splošno, ter kam gremo? Doseženo je napotek vodniku za prihodnost, da bo šel za svetom in bo z lastno modljivostjo oziroma izbiral dejanske poti in smeri hodil, plezal, smučal proti cilju, varnejšemu spoznavanju in odkrivanju gora za samega sebe. Že v 18. zlasti pa v sredini in od konca 19. stoletja smo Slovenci bili zraven, ko se je začelo iskanje planinskih tovarišev in njihovo združevanje. Gre za zgodovinski in sociološki pojav, ko so posamezni somišljeniki stopili skupaj in na različnih koncih Evrope osnovili prva planinska društva. Motivi obiskovanja so se odtlej spremenili skladno z razvojem človekovega odnosa do narave. Danes prevladujejo želja po gibanju v naravi v prostem času, skrb za izboljšanje in ohranjanje zdravja ter doživljanje gora. Poleg odkrivanja neznanega in novega so pogosti motivi tudi želja po samopotrebovanju, begu v samoto in temu nasprotna želja boja v skupini. Naj spomnim, da je bila najvišja gora Slovenije, Triglav, z vrha prvič dokumentirano opisana 8 let pred Mont Blancom, najvišjim vrhom Alp, in kar 22 let pred najvišjim vrhom današnje Avstrije, Velikim Klekom. Domačini so se na Triglav pospeli na pobudo sponzorja Žiga Zoisa in tako nevedeji začeli tradicijo današnjih komercialnih odprav ter zahtevne dejavnosti poklicnih gorskih hodnikov. 20 let kasneje je Valentin Stanič v gore hodil brez vodnika in po zimi, nezaslišano za tedanji čas. In še duhovnik izobražen po vrhu. Danes ga opisujemo kot začetnika zimskega in modernega alpinizma v vzhodnih Alpih. Bil je Slovenec. Tudi njegovi alpinistični nasledniki tega spoštljivega in planinskega odkrivanja gora in človeka so v zadnjih desetletjih na samem svetovnem vrhu. Z uspešno odpravo na Everest leta 1979 smo končali obdobje velikih ekspedicij. Se smučanje za naturne pustili za seboj klasično pristopanje na 8000-čake, v gorskih posvetov pa smo odredili alpski slog in utrli solo plezanje po najboljših linijah najvišjih in najtežjih svetov. Slovenski alpinizem je v svetu znan in prepoznaven. Vedno bolj pa ga poznamo tudi slovensko športno plezanje, kjer zlasti v ženski in mladinski konkurenci osvajamo prva mesta v svetovnem pokalu. Pred natanko 120 leti pa je bilo, nedaleč stran od tod, na mesto, kjer danes stoji veleblagovnica Nama, ustanovljeno slovensko planinsko društvo. Takoj se je lotilo označevanja poti, začeli so tudi s kulturnim in znanstvenim delom. Že prvo leto sta bili ustanovljeni Kamniška in Savinjska podružnica. Postavljeni so bili organizacijski temelji današnjih planinskih društv. Takoj po ustanovitvi slovenskega planinskega društva je začel izhajati planinski vesti, ki ni bil le društveno besedno, temveč narodna, kulturna, strokovna in naravovarstvena revija. Danes ima v slovenskem kulturnem prostoru prav posebno mesto, saj izhaja tako rekoč nepretrgoma in je ena od najstarejših revij s planinsko oziroma gorniško tematiko na svetu in hkrati najstarejša slovenska revija, ki še izhaja. Za besedo smo ravnali skrbno in vztrajno. Tako ravnamo tudi za zapuščino in dediščino predhodnje.
O tem najbolje priča leta 2010 odprti Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ki se stalno zbirko vzpona na goro seznanja številne obiskovalce z našimi dosežki, vrednotami in ustvarjalnostjo. Večina od 278 sedanjih planinskih društev ima več desetletno tradicijo, kar je najboljši kazalec uspešnosti delovanja, razširjenosti in tudi vpetosti v življenje domačega okolja. Planinska društva si v obliki izjemne količine prostovoljnega, brezplačnega, prostočasnega, strokovnega dela prizadevamo za to, da bi bilo planinstvo v svojih 3 poglavitnih pojavnih oblikah, to je šport otrok, mladostnih in mladih, rekreativni in tekmovalni šport, kar najbolj dostopno čim širšemu krogu ljudi vseh starosti. S projekti kakovostne množičnosti lovimo ravnotežje med pristnimi doživetji in obvladljivimi vplivi na naravo. Planinska društva se zavedamo pomena delovanja v smislu civilne družbe. S svojim delovanjem si prizadevamo za dobrobit skupnosti v celoti, zato tudi vzdržujemo več kot 9000 km planinskih poti in oskrbujemo 177 planinskih koč za letišči bivakov. Za učinkovito delovanje v duhu civilne družbe pa je predpogoj demokratična družba z visoko razvito demokratično zavestjo, kar se odnaša v odnosu država-civilna družba. V urejenih razmerah postane civilna družba enakopravni partner države in njen tekmec. Žal ugotavljamo, da v primeru planinstva, ki je že velikokrat doslej prepoznano kot del identitete slovenskega naroda, temu ni tako. Naj navedem najbolj ilustrativen primer. Planinska organizacija kot posebno vrednoto in enega temelju svojega delovanja razvija prostovoljno delo svojega članstva na vseh ravneh in vseh oblikah planinske dejavnosti. Prostovoljstvo je za marsikaterega člana pomemben del življenjskega poslanstva in samonosrečitve. Že prostovoljstvo samo je na lestvici vrednot precej visoko. Planinsko prostovoljstvo, ki prispeva k varnosti v gorah in varstvu gorske narave, pa še posebej. Planinska organizacija v svojem vzgojnem poslanstvu ponuja spoznavanje izkušnje reševanja problemov, izkušnjo napora, izkušnjo spoznavanja meja, izkušnjo tretjanja in ponosa ter izkušnjo medgeneracijskega sožitja. In to počnemo že dolgo desetletja, preizkušeno v praksi, prilagojeno slovenskih pokrajin in slovenskemu človeku ter konkurenčno v primerjavi z arabsko soseščino. Pa vendar smo doma iz leta v leto potisnjeni v položaj, v katerem zvezne društva tekmujemo med seboj in z ostalimi ponudniki potrošniškega adrenalina za javno priznanje in koristnost svojih programov in temu ustrezno javna sredstva, kar je skrajno nemotivacijsko. Očitno je, da vsi skupaj rabimo metodo nahrbnika. Vsem odločevalcem je treba splezati na hrbet in izvajati nenehen pritisk, da bodo vendarle sprejeli rešitve, ki jih terjamo že leta in leta. Zgodovine slovenskega naroda ni mogoče razumeti brez planinstva in odkrivanja gora, ki sta tisočletja navdihovala naše prednike, današnje Slovenije pa ne brez nazorskih tokov, ki so vplivali na oblikovanje sodobne zavesti ljudi. Zato je treba vnovič odkriti in vrednotiti korenine naše samobitnosti in nenadomestljivo vlogo pri oblikovanju slovenske nacije. Spoštovani, tako kot se obiskovanje gora vedno začne z narodnim uvajanjem, temu sledijo dejanja mojstrske dobe in na to čas umiranja strasti in razkošnih spominov. Vsa doživetja, dobra in slaba, si lahko naložimo le na svoja pleča, lahko pa se odločimo za navezo sodelovanja, spremljanja in izmenjave izkušenj. Organizirano planinstvo danes intenzivno išče odgovore na naraščajočo individualizacijo obiskovanja gora in aktivno sodeluje pri razvoju sonaravnega športa in turizma v slovenskih gorah. Planinska društva in Planinska zveza Slovenije pri tem ponujajo 120-letne izkušnje, sveže znanje in spodbudiv ugled. Celovitost planinskega usposabljanja, ki vključuje gibanje s hojo, plezanje, tečenjem in kolesarjenjem, varnostjo, doživljanjem in varovanje gora je ena temeljnih razpoznavnih značilnosti slovenske planinske organizacije. Znanje je vsekakor pomembno. Toda še veliko pomembnejša je njegova koristna uporaba za primer preprečevanja nesreč. Vložek v preventivo se nam večkratno obvestuje. Usposabljanje je tudi veliko več kot le osvajanje znanja in veščin za doseganje planinskih oziroma okoliških ciljev. V planinski organizaciji ima ta pojma osvoje in izobraževanje svojstvene pomeni. Če pomeni izobraženost, obvladovanje določenega znanja in spretnosti, pomeni vzgojenost, zavedanje pomena in upoštevanje naučene vsebine in dosledno uporabo v praksi. Zato pregovor pravi, da ni težko biti dober alpinist, težko pa je postati star alpinist. Za planinstvo veljajo splošna etična merila, ki pa so v gorah še bolj izbrušena in opazna.
Za odzorovanje ravnanj v gorah so na voljo številni domači in tuji zgledi. Tako ima Planinska zveza Slovenije od leta 1973 častni kodeks slovenskih planincev. Samozavestno lahko zatrdimo, da naše slovenske rešitve in izoblikovane vrednote v ničemu ne zaostajajo. Ta starožitnost pa ni več, ampak je vsak dan in za vsakim planinskim dnem ima preizkušnji. Zato je treba gojiti kulturo življenja, ustvarjalnosti in povezovanja. Vsak spol na goro terja nekaj planinske trme, veliko vztrajnosti, podkrepljene z znanjem in izkušnjami. V planinski organizaciji bomo na podlagi dosedanjih 120-letnih izkušenj pridobljenega znanja ter seveda vztrajnostjo v prihodnje iskali in tudi razreševali pomembne izzive, med katere zagotovo uvrščamo. V obdobju splošne specializacije in globalizacije sveta postane krovna organizacija za večino dejavnosti, ki se odvijajo v gorskem svetu. Ohraniti prostovoljno delovanje kot temeljno prvino delovanja organizacije. V vedno večji vrnitvi gorske narave aktivno izvajati in sodelovati v procesih trajnostnega razvoja. S privlačnim programom skrbeti za ohranjanje in krepitev članstva, posebno še med mladimi. Z ustrezno planinsko in plezalno infrastrukturo in predvsem s preventivo skrbeti za večanje varnosti obiskovalcev gora, da ne nazadnje v sodelovanju z državnimi organi zagotoviti planinstvo, spodbudnejšo zakonodajo in ugodnejše pogoje za delovanje. Cenjeno poslušalstvo, spoštovano članstvo doma in po svetu. Joža Čop bi rekel, da smo korak pod vrhom še vedno bliže dnu kot vrhu. In vrh ni razposljen vrhunec, je samo najvišja točka tega dne, čez katero pride pot v dolino in zadovoljen vsak dan. Živeti zadovoljno in izpopolnjeno pa je težko. Veliko lažje slediti gibom razboljivih, a ne doživeti filmskih podob. Edvard Kozbek je leta 1951 v Črni krizantemi zapisal: planine so mu prebudili občutek, ki ga ni mogoče posredovati. Vsi resnični gorniki ga dobijo in nihče med njimi ga ne more izraziti. Zato je toliko srečne samote v njih. Meni so slovenske gore in planinske druščine dala veliko. Zato sem hvaležen, da sem lahko del velike planinske druščine, ki obeta, da bo se svojo domoljubnostjo, drznostjo in predanostjo še naprej ohranjala slovenskovice slovenskih gora. Iskreno hvaležen sem tudi vsem, kateri ste včeraj in danes soustvarjali slovensko planinsko zgodbo in s tem odredili pot tistim, ki bodo jutri nadaljevali vaše delo. Varno smo vas pripeljali v dolino in s tem je današnja slovesnost zaključena. Hvala za vašo pozornost in naslednje v gorah na planinskih